Lep pozdrav našim gledalcem v novem ponedeljkovem pogovoru na spletni strani delo.si. Z mano je Peter Zalokar, naš rokometni specialist. Jaz sem Miha Hočevar, urednik športne redakcije Dela. Začela bova z enim modificiranim, znanim športnim sloganom. Rekla bova, važno je tekmovati. Ja. A je Krim tekmoval na sobotni povratni polfinalni tekmi, a je samo sodeloval proti Larviku? Bolj bi jaz rekel, da je pogorel, no. Mislim, skušal je tekmovati. Tekmoval je prvih par minut, potem pa pač pregorel. Pa je bilo za pričakovati kaj takega po zmaga za 2 gola na prvi tekmi v gosteh. To je nekako izhodišče, ki ga neke zrele šampionske evropske ekipe pač izkoristijo. Krim ga še zdaleč ni. Kaj je tle manjkalo, kaj se je zgodilo? Verjetno je bilo treba predvsem Toneta Tisla vprašati, težko je razumeti, da imaš v bistvu vse, imaš 4-1, imaš 5800, danes mi je rekel Goran Dujić, direktor, se je pohvalil z rekordom 5800, vse na tvoji strani. Je pa res prišlo do izraza to, kar smo se malo bali, da bojo te Norvežanke, ki so res osvajale olimpijske igre, evropska prvenstva, svetovna prvenstva, vedle, kaj delajo, naše pa pač sestavljene na novo, pač ustavili se, zablokirali, niso mogli. Rečemo, da Krim ni lih klub, ki ne ve, kako se osvaja lovorike. Imajo že 2 evropske naslova. In to s Tislem. In to s Tislem, tako iz leta 2001 in 2004. Takrat sem jaz spremljal Krim in kakor imam v spominu, so imeli pač zelo homogene ekipe, predvsem sestavljene iz igralk iz nekdanje Jugoslavije in iz prostora nekdanje Sovjetske zveze. Ja. To so recimo igralke, ki so imeli dosti podobno mentaliteto, dosti podobno šolo. Pa Krim je prišel do teh naslovov z eno zelo trdo obrambno igro, z enim res trdim kolektivom. Ja. A ima to zdaj Krim v tej novi zasedbi, koliko je 11 tujk iz vseh vetrov, je tle mogoče preveč heterogenosti v ekipi? Jaz bi rekel, da v primerjavi s tistim prejšnjim obdobjem, ko si ga omenil, so bile to res iz tega vzhodnega bloka in te igralke so znane kot bolj vodljive, pač njihov karakter je tak, da so bolj vodljive, bolj se uklonijo volji, recimo, kakor so te, ko se nametane iz vsega konca in mogoče niso pač vse bile dovzetne do Tisleve filozofije in mogoče, mislim pa praktično obe na novo skupaj, ne, in so zdaj, to je vendarle prva sezona. Lani je imel Krim 5 tujk pripelo in jih 5 odpelo, tako da ni tukaj kontinuitete bilo, ne, pač. Kar se tiče obrambe, 6-0 z 4 igralkami, 1,85 m in fizično močnimi bi to moglo delovati, samo v obrambi je pač voljni moment. In tega voljnega momenta očitno ni bilo, ne, pač psihični dejavnik je bil pač kriv za to, da so padli. Torej napaka je bila storjena ne na tekmi, ampak najbrž v pripravi, mislim, motivacijski. Ja, pač kakor Tisl daje knjige z velikih šampionov, ves čas jih nosi na tiskovne konference, daje jim igralkam, zahteva od njih, da se nalezejo te šampionske miselnosti, ampak očitno jih je mogoče tudi pred tako pomembno tekmo tudi to malo s tem malo zamoril, ne. Mogoče so se pa ustrašile preveč prije do konca, ne. No, vse gre za vrhunske igralke, ki tudi stanejo nekaj denarja, ne. Ja. Pogon Krima je v trenutnih športnih razmerah v Sloveniji kar pregrešno drag, bi rekel. Ja. Je polfinale, je treba biti zadovoljen s polfinalom pri najmološko skoraj 2 milijonov evrov. Ja, ravno prej smo se pogovarjali z ljudmi v klubu, pa to oni tudi ne vejo točno, kaj naj si mislijo. V bistvu šele zdaj zbirajo vtise, kličejo sponzorji. Včeraj sta bila skupaj direktor Dujić pa predsednik oče kluba Zoran Janković in Dujić je rekel, da je zadovoljen, da je polfinale v redu. Jutri se dobita Dujić pa Tisl, da bosta razčistila, kaj je bilo narobe, ker je igralke treba kupiti, zdaj se že nakazuje, kakšne bodo ukrepitve. Tako da zbirajo vtise, zdaj se mi zdi, da so kar dan kasneje, da so malo boljše volje, kakor so bili po tekmi, ker so vedeli, da so zapravili veliko priložnost. Tako da jaz bi rekel, da škoda, ko so na tak način izgubile, ne. Če bi se borile do konca, izgubile za 3 gole, bi vsi rekli v redu, ne. Tako pa ostaja Grenakar okus, da so padle na izpitu. Pa se že kaj ve, kam bo šla ta ekipa zdaj, kakšne bojo spremembe, nadgradnja? Jasno je, da bo Krim še vedno poln tujk,
mogoče še bolj kakovosten bo. Podpisali so z zelo močno okrožno napadalko Maneo, Romunko, reprezentantko. Na vratih naj bi bila že druga vratarka Navarro, španska reprezentantka, ki bi v bistvu morala biti številka 1, in potem tukaj je malo Grubišičeva, recimo, ki je bila do zdaj številka 1, bo tukaj zna biti malo problem, ne? Ampak očitno rabi tudi Grubišičeva eno resno konkurenco, ker je recimo preveč niha, ne? Potem desna zunanja, Suzanne Miller gre, desno zunanje bo rabili in to dominantno. Poslala se Marina Vergeljuk, ki je bila recimo najbolj vsestranska igralka, Ljudmila Bodneva končuje kariero, vratarka Kajnova gre. Zaenkrat te dve, v bistvu bo pa jutri ta ključni sestanek, na katerem bojo pač Tisel dal spisek želja in Dujič ga mora pač uresničiti. To je to. No, Tisel rad poudarja pravo pot, bolj kot cilj oziroma rezultat na koncu sezone. Ja. Zame bi bila recimo prava pot, da bi kakšno slovensko igralko lansirali, ki je naredil tudi za slovensko reprezentanco, ki je nenazadnje še do nedavnega vodil tudi Tisel. Ja. Vidiš le kakšen potencial, kakšno možnost, da bi Krim proizvedel tudi kakšno igralko iz one šampionske ekipe izpred 10 let, ni kaj dosti domačega ostalo? Ne, ja, res je, kar si omenil, da je bil Tone Tisel hkrati selektor, je bilo res prav smešno v tistem času, tako da je zdaj vseeno boljše, da je Marta Bon prevzela reprezentanco, ki vendarle bolj zaupa domačim igralkam, kar je pokazala v svojem 3-letnem obdobju na Krimu. Žal, recimo Tamara Mavsar, Maja Zrnec, ko sta bile stare 17 let, so vsi govorili o čudežih, o biserih, kako bodo te dve igralke, tiste, ki bodo nosile Krim. Obe sta bile predvidene za srednjo zunanjo, obe sta zdaj v bistvu pristali na krilu, pač seveda nimajo pa toliko vpliva na igro. Zdaj je 16-letna Nina Zunič, vsi pravijo, da je nov čudež slovenske rokometne šole in upam samo, da se ne bo zgodilo podobno, da bo pač v tej poplavi tujk tudi Nina Zulič mogla poiskati sredino, kot so Zagorje, Krka. Pravijo, da je tudi ena krožna napadalka, 16 let stara. Pač tukaj je treba zdaj narediti nekaj, da bi te izkušnje teh najboljših top igralk se prenesle recimo na to mladinsko šolo, ki jo bo zdaj prevzela recimo Deja Dolar, to je tudi sveža novica, da bo pač ona zdaj prevzela vse mladinske pogone v Krimu. No, sam najbolj tujke, ko pridejo sem za kakšno leto, dve, največ 3, ja. Nimajo liho interesa, da bi kaj dosti izkušnje delile in poučevali druge. Ne, poučevali ne, ampak samo, da so v trenažnem procesu skupaj, pa recimo, da bi vsaj v prvenstvu, recimo, ko so lažje tekme, te dobivale več priložnosti, reče prav. Zaenkrat Krim res nič česar praktično ne ustvarja, da bi lahko rekli, no, vsaj to bo pa prineslo recimo nek dvig kakovosti. Tako da, glede tega sem dokaj skeptičen, mogoče se pa motim. No, Krim pa porabi precej več denarja, recimo kot moški rokomet v Ljubljani, ki nekako životari že nekaj let, pa porabi enako ali pa celo več denarja kot najmočnejši naši moški prvoligaši, kjer je konkurenca doma precej hujša. 3 klubi ponavadi v boju za državnega prvaka. Gorenje popušča, kaj praviš, kdo bo prvak? Jaz mislim, da bo v zadnjo kolo šlo tako, da bo imel Celje točko prednosti pred Gorenjem v Rdeči dvorani, bi si pa ne bil napovedovati, kako bo Gorenje se odzvalo. 2 leti nazaj recimo Gorenje popolnoma pogrelo proti Cimosu na odločilni tekmi. Zna se zgodi, da se bo zgodilo podobno, no, kot je tudi Fredi Radojkovič, trener Cimosa, omenil po zadnji tekmi, ko je zdaj igral z Gorenjem in s Celjem v 3-4 dneh, je rekel, da vidi Celje, kot je bil Cimos 2 leti nazaj, raste, je odločen, medtem ko Gorenje, ki praktično bo zamenjalo svojo ekipo, vsi te boljši igralci igrajo, mislim, da ni več tiste slepo po uspehu. No. Pa misliš, da pri nas še ni neke te mentalitete, da moraš svoje delo upraviti profesionalno do bridkega konca? Ja, žal ne, mislim, sploh po svoji strani tudi razumem igralce v Gorenju, recimo jim kar neki plač zamuja, vejo, da trener odhaja, da se zgodba počasi zaključuje, velike oči imajo pred prvim odhodom ven v Nemčijo, v Francijo, veliki denarji in očitno naši igralci še vedno ne znajo upraviti, mislim, mogoče pa znajo, mogoče bojo pa prvaki, ne vem, ampak zdi se mi, da Gorenje pač pada in kar bi bilo glede na to, kakšno kakovost ima in kje bojo ti igralci igrali, Magdeburg, Paris Saint-Germain, Montpellier,
ker bo imeli sigurno pomembne vloge, bi mogli res oddelati tole in zmagati prvenstvo, ker ima Gorenje pač najboljše ekipe sigurno. No, vsekakor je Slovenska liga v zadnjem desetletju res si ustvarila nek sloves izenačene, napete, dramatične lige. Ja. Bo taka tudi naprej. Zdaj Cimos ima težave s svojim največjim sponzorjem Gorenju, tudi ne cvetijo rožice, Celjani in njihov glavni sponzor tudi ne stojijo najbolje. Ja. Kakšna je ta perspektiva? Bo še ostala neka močna domača liga? Veliko pomislekov o tej regionalni ligi, ki se Slovenci še odtepamo in mogoče celo prav tako. V Evropi smo zaenkrat še dovolj močna domača liga, kaj pa, ne vem, čez 3-4 leta. To dejstvo je, da bo naslednja sezona, pa še verjetno kakšna kasneje, bistveni, da bo manj kakovostna, kot je bila zdaj. In recimo v tej luči vidim, da bo Celje sigurno favorit za naslednje 2-3 sezone. Gorenje bo pač začel novo zgodbo in bo nekaj časa trajalo. Cimos nihče ne ve, kaj se bo tam zgodilo. Maribor recimo deluje kot takšen resen kandidat, zelo ambiciozen, zelo glasen, ampak tudi Maribor, kot vemo, je tudi precej odvisen od politične situacije v državi. Pač je bolj sponzorji prihajajo iz te desno-sredinskih voda. Ostalo je pa potem spet prepad in mislim, da bo vedno večji, ker tile klubi, ki so vendarle včasih znali vzeti skalp kakšnemu favoritu, zgubljajo tla pod nogami in tukaj bo res problem, ker pač bo liga padla in posledično tudi proizvodnja igralcev. Tako da bi v regionalni ligi, jaz sicer nisem zaveznik te regionalne lige, ker smo že enkrat videli, en poskus je bil slab in tudi vemo, kakšni ljudje imajo vlogo, kdo vodi rokometne vode v tem balkanskem prostoru. Se mi zdi pa bolj všeč ta ideja, ko je vedno bolj glasna, da bi pač Slovenska liga povabila koga, recimo Zagreb, kakšno avstrijsko moštvo in da bi se tukaj malo kakovost povečala, ne. Je pa res, da je pa tukaj vprašanje, kako je naša rokometna zveza Slovenije, ki se ima dosti svojih problemov, če je sploh kadrovsko, finančno, če ima toliko energije, da bi recimo takšen projekt speljala. No, jaz bi preden bi povabil Zagreb, bi na noge postavil Ljubljano, če bi se dali. Ja. Je tleke šans, da vidimo še Slovana po tvoji oceni? Slovana bomo videli v prvi ligi, če neš drugega, spet drugo sezono verjetno, zdaj so drugi v prvi B ligi. Delajo pač, kakor lahko delajo. Vprašanje pa je, ali bojo potem lahko naredili kakovosten preskok, prepričali kakšnega sponzorja, ker tle očitno v Ljubljani, kot sva rekla, rokometni novci gredo v Stožice, na Kodeljevo. Ne vem, eni čakajo, da bo nekoč Uroš Zorman prišel kot rešitelj, dvignil ta ljubljanski rokomet. Pač bil je žrtev določenih interesnih sfer, Slovan, žal, škoda, mislim, ta rokomet slovenski bi sigurno potreboval močnega prvoligaša, evroligaša v prestolnici. Tudi vemo, kadar je Slovan in Celje, kakšna rivalstva so to bila, da so le polne dvorane. To je bilo pravo rivalstvo, ne. Večje kot je zdaj Gorenje pa Celje. No, če bi imeli vsa ta mesta, ne, Maribor, Celje, Koper, Ljubljana, bi bila to res gladko najmočnejša liga v državi. Ja, sigurno, mislim, zdaj se mi zdi zelo močna, mislim, kar se tiče konkurenčna, mislim, izenačena. No, po dosežkih je tudi reprezentanca rokometna med bolj uspešnimi trenutno v Sloveniji. 2 poraza z Islandci, ki še ne ogrožata vrstitve na evropsko prvenstvo na Danskem, ampak prav prijetna nista bila. Zdaj, kaj se tle, kaj dogaja v ozadju, kakšno kaj, recimo, najnovejše stanje naših udarnih reprezentantov? Jaz bi rekel, da ne delim mnenje mnogih, da sta bila pač to ne vem kakšna huda udarca, ker pač poznam Islandijo, vem, ker igralci tam igrajo. Pač kar se je v Sloveniji dostikrat poklopilo v Srbiji, v Španiji, kar se je šlo, pač tukaj se ni šlo. Jaz bi vsem rekel, da mogoče je bil res udarec, da smo izgubili doma v Mariboru, poln tabor, ampak povratna tekma me prav prepričala nasprotno, da ta slovenska reprezentanca še vedno je čvrsta, trdna in odločna, pač športna sreča, da so na koncu izgubili. Jaz trdno verjamem, da smo toliko močnejši od Romunov in Belorusov, da bomo šli na evropsko prvenstvo. Mislim, da nasplošno, da je dobro, da gre recimo Borut Mačkovšek v nemško ligo, da gre Dolenec Gaber, to so vsi
igralci, ki bojo krojili naslednjih 10 let slovenskega rokometa, da grejo na tuje. Mislim, da glede tega se nijamo zabavati. Pa tudi klubi mislim, da še vedno proizvajajo kakovost, predvsem zaradi entuzijastičnih delavcev, recimo v teh klubih, ki delajo praktično zastonj. Ampak mislim, da produkcija še ni toliko ogrožena, kot bi marsikaj mislil, da te recesiji. Torej, denar na Krimu, produkcija drugje, Ja, mogoče narobe svet. mogoče. Pa s tem zaključva. Nasvidenje.